Gremo naprej, življenjski partnerji, duše dvojčice. Ok, kako je šlo tale vaja? Boste malo kaj povedali? Ja. Dolgo polje, ne polje. Namera. Geslo, namera, petih vrsticah. Jaz verjamem to, da tako kot smo se pogovarjali o teh makrojih, tudi če se ga nisem zapomnil, da besedno, je dovolj, da si ga samo zamislim oziroma mogoče sam par besed. Ali pa se reče to, kar sem ravnokar prebral, naj se zgodi. Ja. Tako, odstavek, tako. ki je tam zapisan, Točno to. nekaj funkcionira po principu Tako. makroja. Tako. Druga stvar, tukaj imamo skozi zapovedano je oziroma slash namerava. Ja. Ena od Začel, ena od. Tako razmišljam, zelo blag od začetka, ko sem začel meditirati. Zmeraj sem nekaj nameraval, želel sem si. V zadnjem trenutku sem rekel, dosti tega zahteva. Naj se zgodi zdaj, zapovedano je. Ja, enim je to ljubše, a ne? Tako da, kar vam je. Sem preskočil z tega nameravam na zdaj pa hočem. Pa dosti. Odločitev, ja. Damo sebe noter, ne, pri nameri, ne, damo sebe noter, ne. In nismo Boga žrtev, ki neki prosi, ne, pa moleduje, ne, kakor neke klasične molitve, ne. Tle je v bistvu drugače, ne. Tle delamo direktno z virom, direktno z izvorom, enotnim poljem in ja, ali nameravaš, ali zapoveš, želim, namera, da se to zgodi. Če rečem, hočem, da se zdaj pa to končno zgodi, nisem pregrob do enotnega polja za zahtevo. Problem je, ne, če bomo mi zahtevali, pa mogoče so neke blokade v nas, ne, potem bo težko do tega prišlo, ne. A ne, mi se moramo prepustiti, zaupati, kot da to že je narejeno, a ne. To je pa seveda neka stopnja zavedanja, ki jo mora človek, ne, doseči. Potem pa zraz gor dol. Ja. Tako. Naročilo za lepo vreme, evo, tudi to se da. Tako da, evo, odlično. Kako ostali je šlo? Ja. Ste se prepucali teh negativnosti drugih ljudi? Jaz sem delala z leta, ne, jaz sem pa ne prav videla take temne sence, ampak pride do nje in se tako odbija. Čutiš, da je ona vse tako močna, da je postavljena v bistvu. Pride, ampak se je ne dotakne tega sence. No, vidiš. No, vidiš, to je to. Ja, lej, to je to. Kaj enkrat postaviš svojo energijo, svojo moč, a veš, potem ti nobeno zlo ne more nič. To je spravim res, ko ti odpreš srce, ko si ti zavesten, kdo ti zares si, kot neskončna zavest, potem si nedotakljiv za negativne energije. Ja. Vsak dan se postavite v energijo, zaščito, vizualizirajte in se postavite v svojo moč in se bodo negativnosti samo odbijale od vas, ne. Stavno ne more do vas prijeti pola, ne, ker je tvoja aura toliko zaščitena, toliko močna, da enostavno pak se odbija negativno stran, ne. In to je tista moč, ne. A ne, seveda je treba tle tudi delati na vzorcih, a ne, na teh moram biti kaznovane, krivda, če imaš to vse, pa ne, potem boš pritegnil negativnost v svoje življenje. To je pa pač v terapiji, ne, moramo iti ena na ena pogledati, pa videti, kje so te blokadice, vzorci, travme, ne, ki so za razrešiti, ne. Tako da... Ja, recimo, zvečer se spucaš, zjutraj si pa narediš avrično zaščito, a ne, za svoje polje in se zaščitaš. Ja, se pa bomo pa še povrniti v energiji, to pa tudi fajn, bomo še pol govorili, da si prepucate vse ljudi, ja. Ja. Tako, ja. Najboljše. Ja. Tako da, super. Evo. Zdaj pa gremo še na tako luštno temo, a ne. Malo zabavno, malo za hec, malo za res, a ne. Tako da ne bomo tudi preveč resni, ne. V glavnem življenjski partnerji, a ne, te sorodne duše, a ne, kakorkoli že. O tem je veliko govora, a ne, z različnih nivojev, a ne. Zdaj bomo malo povedali, ne, kaj je tle ključno, kaj je tle pomembno, ne, pač
ena duša ima več nekih sorodnih duš, s katerimi lahko pač sobiva na neki ravni, je pa seveda odvisno od naše stopnje razvoja, kakšno pač dušo ali pa sopotnika bomo pritegnili v svoje življenje. Dejansko se pač privlačimo zaradi nekih pozitivnih, negativnih lastnosti, ki jih imamo skupne, in dejansko je potrebno delati na sebi, bom rekel, na svoji esenci, na svoji podzavesti, da lahko nekako manifestiraš, kreiraš neko tako, bom rekel, zdravo partnerstvo v svoje življenje. Dokler pač ti nisi naredil tega dela na sebi, na podzavesti, na esenci, boš pritegnil neko dušo, s katero boš pač imel določene interakcije zaradi namena rasti tvoje zavesti, z namenom, da ti ta duša da ogledalo, da se malo pogledaš, vidiš, kje imaš še svoje nepredelane vsebine. Tako da je pa dejansko ključno, da res delamo na globini, in da najdemo tisto neko sorodno dušo potem, oziroma najbolj ustrezno dušo, ki bo lahko sobivala z nami, recimo z manj pretresov. Seveda potrebno je vedno nekaj dela na vzorcih, na travmah, na strahovih zadaj, vendarle pa je potem lahko tako partnerstvo bolj izpolnjujoče, kot če seveda ne narediš tega dela na sebi. Zdaj v življenju gre za spremembe, če ste trenutno v odnosu, pa morda čutite, da to ni več to, lahko seveda se vedno odločite, da manifestirate drugo dušo, oziroma lahko vprašate tudi izvor enotno polje, tam smo rekli, tam so vsi odgovori, lahko vprašate, ali je ta duša, ta oseba še primerna zame ali ne. Če dobite odgovor ne, se lahko odločite, da manifestirate drugo sorodno dušo v svoje življenje. In potem naštejete tudi lastnosti te osebe, seveda pa dokler vi niste tam, takšni, bo možna določena trenja, da prijete do tja. Tle se vedno hecamo z Barbi, ona je hotela partnerstvo, in seveda je bila namera tudi, da se jo spomnil, da bi duhovno rasla, in je dobila mene. Jaz sem kriv, Jaz sem kriv. Eksplicitno reči, ne za zdaj tebe. In imamo na partnerstvo, ne tisto klasično, ampak duhovno pa zelo raste, tako da zelo napreduje. Paste, kaj nameravate, ker boste to dobili, tako da brez skrbi. Vsaka namera v enotnem polju se slej ko prej izpolni, tako da paste, kaj date v namero, prav? Ker se bo dejansko lahko to zgodilo. Tako da, je zanimivo, mogoče ne prositi za popolnega, pač najbolj harmonično združljivega trenutno na vaši stopnji zavesti, zavedanja, da boste lahko recimo harmonično pač potovala, pač obstaja dušna družina, v duhovnem svetu, ki se poznamo, izven časa, izven prostora, hodimo skupaj, smo iz teh podobnih svetov, in se dejansko čutimo, tako da vsak, ki pride v naše življenje, ga od nekje poznamo. Torej ni naključje, da se srečamo, enostavno vse duše prepoznavamo in se spoznavamo, da smo že enkrat nekaj skupaj delali, in pridemo z namenom, drugemu v življenje, da rastemo skupaj, da se razvijamo, da napredujemo, bom rekel. Zdaj imamo recimo sorodne duše, to imamo tlele na strani 63, te so v bistvu ključne, za naš napredek, razvoj v življenju. Nekako čutimo eno globoko povezanost s temi dušami, da dejansko se poznamo od prej, podpirajo našo osebno duhovno rast, pomagajo premagovati izzive, se razvijati, in ustvarjajo bolj harmonično uravnovešene odnose. Seveda obstajajo določene lekcije, ki se jih učimo preko teh duš, da na ta način v bistvu lažje rastemo, da se lažje razvijamo, in seveda je potrebno tudi tukaj delo na senci, delo na podzavesti, da v bistvu lahko potem harmoniziramo ta odnos v svojem življenju, bomo rekli. Tako da pomembno je, da pri vsaki lastnosti gre za globoko razumevanje, čustvena bližina, močna povezanost, sposobnost izražanja globokih čustev, občutek skupnega duhovnega poslanstva ali
poti. To so duše, s katerimi ali imate neko skupno pot, skupno poslanstvo, delate, soustvarjate skupaj, recimo neki sodelavci v timu, ki se poznate odprej definitivno, in je neka harmonija, neka sinergija se zgodi, in imate skupaj nekaj za narediti za ta svet, torej je neka višja pot, neko višje poslanstvo, ki je tukaj v bistvu zelo, zelo pomembno, Torej, se razumeta brez neke globe potrebe po prekomerni komunikaciji, že enostavno, ko sta tiho, že veste, Se že preko telepatije, preko oči se zmenita dostikrat, ne rabita neki velik besed. Potem v duhovnem svetu govorijo tudi o tako imenovanih teh duša dvojčic ali twin flame, ki naj bi predstavljala drugo polovico naše duše, to je pa tista najbolj intenzivna povezava, Ko enkrat pač to dosežeš, gre potem za duhovno združitev, in doživiš v bistvu to sveto enost, mi rečemo ta Kristusova energija, Magdalenina esenca, to je ta tista najvišja izvorna ljubezen, najvišje izvorno partnerstvo, kjer lahko dva dosežeta brezpogojno ljubezen. Torej, ki ni več te človeške ljubezni, ki je pogojena, ki je pač povezana z egom, z nekimi pričakovanji in tako naprej, ampak gre za tisto najvišjo obliko, kjer gre za res globoko spremembo, rast. Te odnosi so, dokler pač dva posameznika sta še v nepredelnih sencah egu, je lahko naporno, dosti teh duš dvojčic pač ne ostane skupaj, pač grejo narazen, ker je preveč bolečine, preveč je teh nepredelnih stvari in je seveda pač potrebno na tem delati, da bi potem ta dva se na koncu združila v to popolno enost, v sveto izvorno energijo, ki je potem tisto končno, pač izvorno partnerstvo in združitev potem v izvor. So si res zrcalno podobne, torej popolno ogledalo. Nekdo ti popolnoma zrcali en del tebe, ki je mogoče še nekje nepredelan, nerazrešen, in je v bistvu pomembno, da na tem delamo. Torej, gre za močno privlačnost, kot čustveno, kot fizično privlačnost, čist presega običajne odnose, to je tisto te potegne in sploh ne moreš, ne moreš dojeti, kako to, torej zrcalijo se naše lastne lastnosti, lahko povzroči konflikte, ampak seveda tudi rast na koncu, kar je pač ta višji namen, torej ta občutek, da ste si ti duši usojeni, da se združite tudi za skupno, recimo, duhovno poslanstvo. In seveda zavestno partnerstvo pomeni, da dva partnerja zavestno delata na sebi in odnosu z namenom rasti, razvoja in pa medsebojne podpore. Torej, problem je, če en v partnerstvu recimo dela na sebi, drug pa ne. Kaj se bo zgodilo? Razkorak bo vedno večji. En bo šel naprej, se bo duhovno evolviral, razvijal, en bo ostajal v svojih dramah, vzorcih in tako naprej. Ponavadi ste ženske v prednosti, najprej začnete delati, moški počasi pol sledi, in če ne bo sledil, bo slej ko prej šlo narazen, ker enostavno ne bo več. Kompatibilnosti ne bo več skupne energije in dva ne bosta več pač mogla skupaj sobivati. Gre za tudi podporo, torej se podpirajo, imata varno okolje za rast, za razvoj. Gre za iskreno odprto komunikacijo, kar je ključno pri reševanju konfliktov, globjem razumevanju in pa lahko skupaj torej ustvarjata medsebojna povezanost, ljubezen, harmonija v tem zavestnem partnerstvu. Tako da dočim te twin flame, globoka osebna preobrazba, zdravljenje preteklih ran, kar spet vodi do bolj zavestnega, bolj izpolnjujočega partnerstva. Rasteta tudi skozi konflikte, učita se pomembnih lekcij, kar pomeni, da se soočate s svojimi esenčnimi aspekti, ki še niso pač predelani, in pa na koncu je cilj duhovna združitev, torej občutek enosti, povezanosti, vse prisotnosti, ki presega vsakodnevne 3D, bom rekel, odnose človeške, pač, ki jih poznamo vsi iz svoje življenje. Ki so pač temelječi na egu, pač na nekih neizpolnjenih željah, potem ti pričakuješ od partnerja, nekaj ti bo dal, in silaš in hočeš od drugega nekaj izsiliti. Tle tega ni, ker si ti že sam čisto izpolnjen. Kdaj smo mi v resnici zreli za tako partnerstvo, ko smo sami s sabo čisto ok.
Jaz vedno rečem, za partnerstvo si zrel, koga več ne rabiš. Ko si sam s sabo čisto zadovoljen, čisto izpolnjen, čisto ok, pomirjen, takrat si zrel za resnici. Partnerstvo, ki bo res izpolnjujoče. Do takrat so pa pač drame, težave, konflikti, takšne in drugačne. Imamo še upanje. Ja, še malo. Tako da, ja, je pač pot do tja, tako da gre za res pač notranjo harmonijo, stabilnost, Twin Flame gre pa intenzivna preobrazba, duhovna združitev, in pa seveda oba delata na sebi za skupno dobro, za razvoj, za napredek. Pol pa obstajajo še komplementarne duše, v različnih duhovnih ezoteričnih tradicijah, ki opisuje dve duši, ki se med seboj dopolnjujeta in skupaj ustvarjata uravnotežen, harmoničen, celosten odnos. Sta si komplementarni, kot DNK vijačnica, adenin, timin, gvanin, citozina, sta komplementarna. Torej, medtem ko sorodne pa duše dvojice predstavljajo globoko povezanost, preobrazbo, komplementarne poudarjajo ravnovesje in pa sinergijo med različnimi lastnostmi in energijami dveh posameznikov. Torej, gre za dopolnjevanje močnih in šibkih točk. Komplementarne imajo lastnost, ki se med seboj dopolnjujejo, torej kar enemu partnerju manjka, ima drugi in obratno. To ustvarja neko ravnovesje. To pomeni, da se dopolnjujeta in delujeta sinergično, torej s kombiniranjem svojih močnih strani, komplementarne duše ustvarjajo sinergijo, kjer je celota večja od vsote njenih delov. Torej, neko ravnovesje bi lahko rekli yin-yang, moške, ženske energije v sebi, predstavljajo torej uravnoteženost v sebi, rasteta skozi raznolikost, sta različna, ja, dostikrat popolnoma različna, ampak glih zaradi te različnosti se privlačita. To so v bistvu komplementarne duše, ki nam lahko seveda tudi pomagajo pri našem razvoju zavesti, pri rasti, in dejansko v končni fazi gre za globljo povezanost v tem odnosu. Nudita si tudi opora v kriznih trenutkih, čustvena opora druga drugi v težkih časih. Torej, to je duša, ki nam pride pomagati, ko smo v krizi, v stiski, rešujeta lažje skupaj konflikte, različne perspektive, pogledi lahko pomagajo, tukaj, in pa skupno ustvarjanje, izražanje, skupaj lahko uresničujeta tudi cilje. Torej, kombinacija različnih talentov, sposobnosti, kar spodbuja kreativnost v odnosu in pa inovativnost. Torej, bi lahko rekli, komplementarne duše so ključne pri ustvarjanju uravnoteženih pa harmoničnih odnosov, zveza temelji na sinergiji, ravnovesju moških in ženskih energij, čustvena podpora, skupno ustvarjanje in spet omogočena je globlja rast, razvoj in pa izpolnitev za oba partnerja, ker skupaj pač ustvarjata celovito pa uravnoteženo življenje. Tako da zdaj lahko za vajo vprašate, pač kdo je v partnerstvu, če je ta odnos še primeren, če ne, pa če želite, si lahko tudi zmanifestirate določeno dušo v svoje življenje, in sicer namera je, izvor vsega, kar je enotno polje, nameravam, recimo, da k meni pride najbolj harmoničen dušni sopotnik, ki ima vse lastnosti, hvala, storjeno. In potem opazujete, vidite, čutite, vizualizirate in ste hvaležni, da se je to že zgodilo. Tako da napišete, želim, da je odprta, iskrena, zvesta, ljubeča, sočutna, seveda, če še vi niste čistem, kar si želite, bo to pomenilo, da vam bo ta duša tudi zrcalila, kje rabite vi še biti taki. Tako da, ja, pazite, kaj nameravate. Kaj? Da bom šel peš, da. Ja, ja. Da te naukam poslala, Milena, ja. Ja, ja. Ni heca, Milena opasna. Vsak ima svoje fore, No, tako da zdaj, kdor želi narediti to vajo, to delate vsak sama,
greste v stik z enotnim poljem, ne, sej vemo, ne, ven kroglo, prva vrata, druga vrata, se povežete, nameravam, da pač najprej date vprašanje, a je ta duša v redu še zame, ni, kaj moram zboljšati, mogoče se rabim sem kje prilagoditi, pa bo ta odnos boljši. Odprite se, karkoli boste dobili, zapišite potem, a ne. To je potem vaše sporočilo iz enosti, a ne. Zaupajte prvi informaciji in naj se zgodi, kdo pa želi začuti si, pa lahko zmanifestira. In potem gremo še na povrnitev energij. Ja. 65 je namera, ja. Se povežemo. Potem imamo pa še pred kosilom povrnitev energij, bomo še naredili. Po kosilu pa nas čaka manifestiranje iz polja enosti. Evo, bomo še malo manifestirali. Evo, 12, 12, 3, 3. Spet Kristus z nami skozi. Ja. Ja, ne. Imaš izkušnjo kakšno? Ja. Neprijetno. Ja, ja. Enkrat sem pozabil na 100 ampak to res je. Ja. Ja, in glih lekcija tam. Zelo, To nam razlaga sklepam najmlajši. Ja. Ampak stara duša tudi, a ne? Že modar. Ja. To je to. No, kar dajte narediti proces. Ja, kar napište si najprej. Mislim, v skupini je bolj močen, ne? Spisek je dolg. Ja, spisek je dolg. Koliko strani bo? 10? O, Marija, pa zahteven, Leon. Jaz sem eno podobno izkušnjo, sicer z druge smeri nazaj, pa s takim spiskom. Je bil skoraj popoln. Popoln zadetek. Da sem bil jaz na njemu. No, evo. Ti kar nared. Bomo že rešvali, če bodo težave, bomo že rešvali. Barbie previdna. Enkrat pa je bilo konc. Veš kaj, se svoje pisala. Ja, svoje, ja. Jaz sem na seminarju, Ja, si prišel. ja. Vključena, si rekel, mogoče bi skupaj dopolnil jasno. Si že gledal asistentko. Ja. Kaj pa vem? Takrat, če nisem vedel, ampak ja. No, to je bilo dobro. Fajn je, ne? Itak sej namen odnosov na zemlji itak je rast, ne? To je itak rast v razvoj, ne? Če naš rast, to je brez veze, mislim, zakaj si pol tukaj, ne? Sej to je fora. Če lahko vidiš to temo, ne? Ena dala v glas, da bi imela danega moškega, ki ne bi tekel, ki ne bi šel, pa tako naprej, ne? V glavnem, in pa se en dozvoni, on odpre, ko bil moški na vozičku, brez rok, brez nog, ne? Ona ga vidi, da je rekel, pa vi tule. Je rekel, ja, na glas se javil, je rekel, to si pa nisi predstavljala, tako je, gledajte, te po vas ne bom krijam rok, ne? Ojoj, Šel vam, ne bom nimam nog. ojoj, noro. Pravi, še nekaj par stvari, pa rekla, ja, to pa ostale zadeve, ne, tam od spadi, ne, pa on rekel, še pa mislite, da sem pozvonil. Noro. Ja, pazi. Ja. Prodan ženo ali zamenjen za voz gnoja, kmetko. Šifra, gnoj za gnoj. Te so hude, joj. Toksična partnerstva, ne? Jaz sem se kaj, nisem se kaj čistila, ampak v bolnici
ujela. Ja. Pred par ur sva ga in je rekla, pa je imela v redu partnerstvo, zelo tako harmonično pa to, ampak je rekla, joj, včasih se mi zdi, da me moj pes bolj razume kot partner. Ja. Mislim, to je pa To je še ena tudi- frada, ne. To je večkrat, ja. Veliko lastnosti si želimo, a ne, pa v enem Ja. je včasih težko. Ja, vse to je fora v partnerstvu, ne, najprej dej tisto, kar si želiš in potem boš to prejel. Torej, bodi ti zgled, dej to naprej, kar, a ne, si želiš in potem itak bo to vesolje ti pripeljalo v tvoje življenje, ne. Tako da bodi ti ta sprememba, ne, rekel že Gandhi, ne, be the change you want to see in the world, ne. In ko si ti ta sprememba, ko si zgled, potem boš dobil vse dobro v tvoje življenje, ne. To je ključno, ne. Da smo mi najboljša verzija sebe, ne, kar že cel seminar govorimo, kreiramo, da pucamo, da odmetavamo te plasti čebule, ne, da se lušči stara energija, stara iluzija, a ne, in potem, ko ti senco svojo predelaš, res, a ne, ko greš res v globino, ne, zato tudi jaz imam, kot sem rekel, šolo za življenje Ananda, ne, 3-letni program, ne, zdaj, a ne, z namenom, da se res iz seminarja v seminar, iz meseca v mesec človeka, ne, čisti. To je zdaj osnovni seminar, a ne, je osnova. Potem pa itak je pot naprej, a ne. Modul 2, čez 2 tedna bom pol na koncu povedal, je naslednja stopnja, gremo še globje. Modul 3, integracija, 3. do 5. 7. In imate te 3 module, ki so osnova, a ne, da res potem se toliko zgradite, da ste dozoreli, bom rekel, ne, tudi potem za šolanje, a ne. Ker jaz sem videl v svoji praksi, delam 18 let z ljudmi, a ne, samo tisti, ki grejo res v globino, ki se res poglobijo, ki vztrajajo v tem delu na sebi, tisti potem naredijo spremembe, a ne. Ne grejo reči v šolo. Ja, ampak da grejo v globino za sebe, ja. Tako. Tudi če avtoterapevti, pač delajo za sebe, a ne, pač delajo za svoj kaj. Ja. Pa enih se pa pol prebudi želja, ne, ko res toliko stvari odmetavajo, potem še v njih zbudi želja, dosti se, a ne, so pa pol, ja, jaz pa zdaj pa bi, a ne, še komu pomagal, zato ker sem se toliko opolnomočil, a ne, ker sem toliko sebe našel, dobil sem se nazaj v resnici, a ne, in se vzbudi ta želja, želim, da to naprej, a ne. Tako da je res to ta pot, a ne. Pot spremembe, pot transformacije, ni lahko vedno, ampak je vredno. Vsak korak, ki ga narediš, ne, je korak naprej k sebi, a ne. Tako da se splača, bom rekel, delati na svojemu caseu, a ne, ker zato smo tukaj, ne. Vsak ima svoje neke izzive, neke zadeve za razrešiti, a ne. Ga ni človeka na zemlji, ki ne bi imel izzivov, ne. Zato smo tukaj, da jih presežemo. Ok, naredite zdaj to vajo, pa imamo pa še povrnitev energij, a ne. Dobro, sem Nameri za to vajo, Ja. dam se tudi makrojev. Ja, za vsako lahko makro. Imam spisek tak, dolg, No, na kar rečem tako, osebo z lastnostmi iz tega spiska. tako, ja. Tem smo- Pa damo nek makro, plan C ali pa neki, ne. Neko ime temu, a ne.
Okay, počasi zaključujte z vajo. Okay, kako je šlo? Bi kdo kaj podelil? Okay. Vprašaj, zakaj? Ne, v bistvu sem mislila. A si hotela ga dobiti ali ne v resnici? A veš, če je notranji upor, pa mogoče bo tišina. Ja. Ja, no vidiš, sama si v dvomu, ne? In potem, okej, zvor bo rekel, v redu, pač, lej, ni še redi, da bo slišala, ne? A veš, v tem smislu, ne? Tako da, ja, to je to, ne? Če ni jasnosti, potem ne, pač ne bo nič, ne? Še kdo? Ja, v meni je bilo pa tako, da... Se že boji, kaj bo rekla. Jaz sem tako veliko hitre energije, razpršene, a ne, in to še srečo imaš, da ti sledi. Aha, no. A ne, sem tam prebliskom ideja. No, dober je, ja. Kar je tako, a ne, reče kdaj. A te si zjutraj rekla, ja, to je bilo zjutraj, zdaj pa to. Zdaj pa že drugače. Zdaj pa že drug plan. Ja, še srečo imaš, da ti sledi. Ja, no To vidiš. takole. No vidiš. Vozi danes. Ja, sem jaz zelo No, super, super. Ivan, kaj pa ti praviš? Jaz sem pa šel gor, ampak dol so prišle lepo barve. No, Belo barva, pa Ja. še enkrat je pa modra barva. in si vprašal za podnapise, kaj to pomeni? Ma nisem upal, kaj Ni upal. črno barvo prišlo, se bi strahom. Je konc, je pogreb od nosa.
Bela barva in modra barva. No, modra izražanje, ne? Zdaj, kaj je pomenilo, kako je. Jaz mislim, da bo kakšen odgovor, prikazal pa. A vedno lahko vprašaš, a ne? Tudi če kaj vidite, a ne, vedno lahko date podnapise. Ok, prosim, razloži mi, ne meni jasen, razumljiv način, kaj je to? Ne razumem, a ne? Vi lahko prosite za podnapise in boste dobili na drug način odgovor, a ne? Lahko boste, smo rekli, slišali, videli, čutili ali vedeli, a ne? Po 4 tipi zunajčutne zaznave pride dol informacija, ne? Tako da kar nareče enkrat pa podnapise. Ok? Violetka? Ja, partnerstvo področje, v katerem še moram delati, šla narediti tak pregled, Bigma in partnerstvo. Ja, v bistvu v obeh primerih, če se prav razlagam, v bistvu neka energijska privlačnost, se energijsko privlečeš ravno iz teh nepozdravljenih praktik. Partnerstvo je pač rata. Ja. V prvem partnerstvu v bistvu sem pojmenovala po sili življenja. Sem absolutno nepripravljena še v srednji šoli na neko resno vzrečno. Ja, seveda. Z namenom, da sem se takrat začela učiti postavljati meje zase. Drugo partnerstvo pa mi je res dalo močno vplivalo. Sem učila sebe. Super. Zdaj pa prihaja do one. še malo. No, še malo. Super. Vreda? Nisi? Ok, zadovoljna? Ja, Zaenkrat. Ne, pač nisem imela. Kaj pa je vprašanje, kakšno dala tudi? Ne, nisem Ne, sploh. a ja. To malo pomislila, Okej, da okej. pač jaz sem sama in Aha. zaenkrat recimo, da zadovoljna. Zdaj, da resnicam ali nisem. Ja. Bo še treba malo raziskati, ja. Ok. Super. Mateja? Ja, jaz sem pa tako črvena, da se ne vem. Malo se da tako namero, malo bolj sanjarjenja, no. Pravim, če bi pač, pa je nekaj še, da človek živi, ne. Pač puščam svobodno voljo. Vem, da imam veliko dela naprej s sabo. To sem se že pred parimi leti odločila, da moram naprej sebe poštimati. Jep. In dokler sebe ne poštimaš, tudi ne moreš pričakovati nekaj. Ja, mislim, lahko imaš, ampak je toksično, ne. Ja. So pač No, to se mi pa ne težave. da več. To se mi Ja. pa ne da več, ne. Ja, rajš biti sama, pa podelati sama s sabo, pa mogoče, ko se začuti, ne, da je čas. Ok, super. Robi? Robert, ja. Jaz sem pa dolgo isti odgovor, ki ga vedno dobim, iskati koordinatov. Ostane tam, kjer si že 35 let. Kar zadovoljen. Ok, super. Urška? Jaz sem nekaj sestav, tole, mislim, se ni prvič, tako da sem na miru, a ne. Jaz sem dobila nekako potrditev te namere, ampak nisem pa jih videla, koga še, kako točno. Ampak ja, da je sprejeto v vesolju. Je sprejeto. Kljukica. Ja. Bo počas. Ja. Okay. Nisem se pa upala vprašati, kdaj oziroma. No, to bomo pol, ko bomo malo prihodnost pogledali. Aha, prav, bomo malo za foro tudi gledali, kaj nas čaka. Bo še zanimivo danes. Tako da vas malo pocrklamo, ne. Max, kako je bilo? Si kaj? Ja, ne smem pozabiti še tiste zadeve dodati pol, ne. Sem prej omenil. Ja. Super, ja. Previdno, ne. Ja. Super. Nataša? Kaj si rekel? Ali bodo podnebili z Evropi? Ja, zdaj sem kar šel okoli. En krog. Jaz sem tisto zadnji spisek naredila, Aha. dokler se mi zdi to ful neka nevarna zadeva. Nevarno, ja. Ja. In moraš biti doma sam s sabo in res, da se preklopiš gor, kot se zagreje. Ja, si se zdaj sam pripravljala. Časa traja, kakor, da si vezan na čas. Da res daš sebe 100% noter.
Ok, super. Leon, Ja, podobno kot Nataša, takrat, ko si rekel, Priprave. da sem se jaz komaj povedal. ja, toliko časa. Pisek naredil, pa Aha. sem zapomnil stavek. Ampak, bi gospa rekla, tudi namero smo poslali. No, tako. Recimo tako, da nisem odgovoril, pa nobenič. Ok, še. Še. No, prihajajo. Ja. Pride, zamikamo čas, a ne? Branko, Lupo solitario. kaj je to že? Volk samotar. Ja, zaenkrat če. Se bo, počasi. Sorodna dušica. Ne drocem v vse gnezdo. Moram prvo sebe zdaj. Ja. To je pa osnova, ja. Ne, smo na začetki. Ja, super. Ok, še ena vaja pred pavzico za kosilo. Ja. Ja, vidim, ja. Kakšen je problem, Se kaj? jo moram naučiti, da vem, ali je v redu, če tudi preberem z listka, recimo. Ne, lahko, zdaj se še učimo, a ne, in lahko daš, kot sem rekel, ne, prebereš v miru in potem rečeš to, kar sem ravnokar prebrala. Naj se zgodi. A ne, to je bližnjica, varovalka in si ne rabite potem se obremenjevati. Tako kot sem prebrala ravnokar, naj se zgodi. Hvala. Recimo, ne, ali pa si daš makroje, ne, te bližnjice smo rekli. Ne. Bereš, ja, normalno prebereš. Ja, že prej, a ne, in potem, dokler se še ne zapomniš na pamet, a ne, pač to, kar sem ravnokar prebrala, naj se zgodi. In prebereš preden greš v Predno, ja. Potem se pa, ko si gor, pa to, kar sem ravnokar prebrala, ta namera naj se zgodi. Saj izvor vse ve, a ne. Itak, ne. To sam na šum komplicira, ne. Pa rabi, ne vem, milijon razlag, pa podnapisov, pa ne vem kaj vse, ne. Ok, zdaj pa povrnitev energij, a ne, to je ena izmed teh najmočnejših v bistvu tehnik, a ne, z področja master TQT seminarja, a ne. Torej, mi smo non-stop v interakciji s seboj, z drugimi, a ne. Non-stop v bistvu imamo interakcije z drugimi ljudmi, a ne. In te interakcije nas lahko, ene nas polnijo, ene nas pa lahko izčrpajo, a ne. Ker smo na različnih stanjih zavesti, a ne, z ljudmi, a ne. Zato jaz rečem, jaz ne hodim na kave, ne, ker tako, zato da bi, a ne, ker tako malo poslušal tam, a ne. Pač enostavno res nimam časa, a ne, za to več, a ne, včasih sem mogoče. Ampak kaj se zgodi, ne? Ljudje hodijo na kave, ne, tam si jamrajo, ne, v bistvu izčrpavajo to življenjsko energijo, a ne. To so lahko te energijske pijavke, ki so lahko, a ne, toksični ljudje, a ne, nevarni, a ne, ki hodijo, a ne, samo s tem namenom, da se nafilajo, da se načrpajo na tebi, ti si pa pol kaj žet, kaj cunja, ne, prideš, sploh če pač recimo ne znaš postaviti jasne meje, a ne, torej, to je dejansko, ne, znanstveno tudi preverljivo, a ne, da se dejansko mi kot biopolje, naša aura vpliva na drugega, a ne, ker smo vsi povezani, a ne, to smo včeraj govorili po kvantni fiziki, kar narediš eno elektrono vpliva na drugega 100.000 milijone kilometrov stran. To pomeni, a ne, da je ta kvantna povezljivost, a ne, to pomeni, da je vse v vesolju povezano z vsem. To pomeni, se ne moramo ločiti, ne moramo se izolirati, to pomeni, vplivamo drug na drugega, a ne. Torej, to, da še vedno vi mislite o nekem preteklem odnosu, pomeni, da še nosite delčke te energije od te osebe. A ne? In s to tehniko, s to vajo se bo naučili, kako vi to energijo dobite nazaj, torej svojo, ki ste izgubili v enem odnosu, dobite nazaj v čisti obliki in to, kar je energije v vas od druge osebe, se preko polja čisti vrne k njej v čisti obliki. Ne? To so v bistvu te vaje in bom zdaj razložil vse te tehnike, pristope in boste to še si naredili drug drugemu, a ne pred pavzo. Ne? Torej, recimo, če bi kdo bolan, ne, če smo izgubili neko ljubljeno osebo in tako naprej, ali pa veliko sebe vložili ob nekih zlorabah, se lahko tudi zgodijo te zapisi, a ne, energije. To pomeni, da mi izgubljamo življenjsko energijo. A ne. Zdaj, dejansko imamo več nivojev, a ne, več postopkov, a ne. Ena je namera za povrnitev energije med osebami, a ne, to lahko delate tudi sami doma. Torej, med menoj in, ne vem, mojim partnerjem, partnerko, med menoj in starši, otroci,
sodelavci, prijatelji in vas vabim, da si napišete en spisek oseb, vseh z vašega življenja, učitelji, avtoritete, napišite si ta spisek oseb, s katerimi si res povrnite energije, ker to vam bo dalo ogromno nove življenjske moči nazaj, ker mi smo v teh odnosih izgubili ogromno sebe in je pomembno, da to energijo dobimo nazaj v čisti obliki. Tukaj na seminarju bomo s 3 osebami, drugemu boste vadili, boste naredili 3 ključne osebe, ne vem, oče, mama, ne vem, brat, sestra, otrok, kjerkoli čutite, da rabite to narediti, eno situacijo ali okolje, recimo traumatično okolje otroštva, ne vem, alkohol v družini, nekaj, ali pa neka težka traumatična situacija, si boste spucali pa en predmet, recimo navezanost, jaz pa recimo telefon, računalnik. To je v bistvu zelo dobra vaja, ker res potem pomaga, da lažje to energijo spustiš. Torej, ena tehnika je povrnitev energije, potem imamo pa še ločitev energije navezanosti in averzije. Averzija pomeni upor. Torej, tisto, v kar smo vlagali upor, tisto, čemu smo se upirali, mi s to tehniko dobimo to energijo nazaj. To pomeni, da imamo več energije za uporabiti za kaj konstruktivnega. In boste naredili torej za 3 osebe, eno situacijo, okolje, pa en predmet, in vedno damo vse te 3 namere, lahko si spet naredite tukaj makro in date vse te 3 namere, oziroma 2 bosta navedeni, ampak povrnitev energije, navezanost, averzijo date v eno namero, v en makro, bližnjico in imate potem to narejeno. Jaz to vedno naredim na koncu terapije, ko menjavamo vzorce čustva, in potem na koncu še naredim povrnitev energije, tudi med osebo in temi vzorci, čustvi, dramami, osebami, ki so bili povezane, situacijami, dogodki in pa določenim predmeti. Torej, naredim vedno povrnitev energije, ločitev energije navezanosti in povrnitev energije averzije. Torej, to so te 3 tehnike v eni in lahko delaš za osebe, za predmete, situacije, okolje. To je malo bolj kompleksna vaja, ampak bomo šli zdaj počasi, eno za drugo, tako da si boste v bistvu predstavljali, to imate na strani 66, 67, imate te namere, Torej, isto delamo vedno, gremo v stik z enotnim poljem, nameravam, da se iz mojega celotnega obstoja takoj sedaj odstrani vsa energija, recimo od metke, se sčisti, vrne k njej v čisti obliki in da se vsa moja energija, ki je še prisotna v obstoju, recimo metke, v čisti obliki povrne k meni. To je, če delate za sebe, če pa delate, seveda, za drugega, tukaj na seminarju boste delali za drugega, delate pa, da se med, ne vem, Leonom in njegovo ključno osebo, mogoče partnerko, ime partnerke, opravi to, kar smo ravnokar prebrali. Tako da namera je tista, ki je v bistvu ključna, torej prva namera je povrnitev energije med osebami in boste zbrali 3 osebe in boste drugemu naredili. Torej, med menoj in to osebo se naredi v bistvu ta povrnitev energije. Potem imamo drugo namero, imamo povrnitev energije za predmete, situacije, okolje. Torej, enotno polje nameravam, da se iz mojega celotnega obstoja takoj sedaj odstrani vsa energija, recimo tega predmeta, situacije, okolja, recimo traumatičnega okolja, sčisti, vrne k njej v čisti obliki in da se vsa moja energija, ki je še prisotna v tej situaciji, v čisti obliki povrne k meni. In tako narediš povrnitev energije za predmete, situacije, okolje. Potem imamo pa še ločitev navezanosti in povrnitev energije averzije. Izvor vsega, kar je enotno polje, nameravam, da se takoj sedaj med menoj in torej traumatičnim okoljem, situacijo, ne vem, karkoli že, izvede energijska ločitev navezanosti in povrnitev energije averzije ali upora. Hvala. Vedno prideš dol, opazuješ proces, kako izvor povrne te energije, in dobi vsak svojo energijo nazaj. Torej, vse, kar je v janku energije od metke, se pošlje v izvor, enotno polje, očisti, vrne v metko v čisti obliki, in vse, kar je v metki energije od janka, se pošlje v izvor in v čisti obliki vrne nazaj v janka. To pomeni, oba imata svojo čisto energijo nazaj. Je to razumljivo, Vsak dobi svojo energijo nazaj, to pomeni, ni več izčrpavanja, ni več
a ne, tega, da si to energijo, a ne, krademo, bom rekel, a ne. Tako da zdaj boste šli v pare, ne, lepo še tole v miru si preberite, toliko da se a ne pomiri, da se zasidra in zberite 3 ključne osebe, s katerimi si boste to naredili eno travmatično situacijo ali okolje iz vašega življenja, lahko je pretekla travma, lahko je 10 let nazaj, ni pomembno, in pa en predmet, na katerega ste navezani, pa bi želeli, a ne, da se to razreši. A ne. In naredite za vsako od teh, naredite vse 3. Vrnitev energije, ločitev, navezanosti in averzije. Naredite v bistvu to tehniko, a ne, in na ta način boste dobili svojo življenjsko moč nazaj. A ne. Torej, ta vaja je zelo močna, ne, za to moč. A ne. Tako da pazite pa, da v prihodnje ne boste več razdali svoje življenjske energije na ta način. Ker ljudje nas roko na srce lahko izčrpavajo, če mi to dovolimo. Če ne znamo tudi postaviti meje, če ne znamo kdaj reči ne komu in tako naprej. Ne. Torej, pomembno je, da se naučimo to zdravo mejo postaviti. A ne, seveda, kdaj naredimo stvari, a ne, iz srca, če tako čutimo, če pa pač ne, pa tudi povemo, a ne, in tudi to v redu, a ne. In se naučimo to mejo zdravo postaviti. Tako, vse je energija. Vse je energija, ja. Tako. Vsak dan si delajte za situacije, za ljudi, a ne za... Ker smo vsak dan v interakciji z ljudmi, a ne. In je pomembno, da se res to čisti sprot vsak dan. Zvečer, recimo, si naredite makroje z vsemi ljudmi, ki sem bil danes v stiku, povrnitev energiji, povrnitev navezanosti, ločitev averzije in narediš vse to. Ok? Tako da zdaj pa pejte v pare, a ne? Povrnitev oziroma ločitev energije, navezanosti in averzije, a ne? Torej, vedno naredimo najprej povrnitve energije in potem ločimo navezanost in pa povrnemo energijo averzije. Ja. Ja, lahko. Super, med menoj in hrano, ja. Ker smo navezani na hrano, kdaj čustveno jemo, ne, in je lahko to, ja, seveda. In bomo lažje se uprli hrano, recimo. Tako da ta vaja je res zelo močna, no. To ljudje tudi na terapiji najbolj čutijo, ko naredim to tehniko, a ne. Res čutijo, ko dobijo to življenjsko izgubljeno energijo nazaj, a ne. In je res močno. Tako da preberite si še lepo 2-3 v miru, a ne, namere, toliko da bo jasno, potem pa pejte v pare, pa naredimo še to vajo. In potem imamo pavzico za kosilo. Tako da... Lahko, seveda, ja, nima veze, je oseba že umrla, saj vemo, zavest je večna, duša pač potuje. In ja, dostikrat smo navezani na eno osebo in ne moramo spustiti. Je pa oseba umrla, ne. Naredite si te povrnitve z babicami, z dedki, z vsem tem. Te se tikamo lahko. Ja. Ja. Ne glede, da se ne spomnim oče, ne? Ja. Seveda oče. To je super. Točno to. Najboljš. Ja. Evo, kar pejte potem v pare. Ja. Ja, ne da. Kvantni terapevti. Ja, itak. No, vidiš, no, povej. Prekognicijo. Ja, itak, to je... Itak, to je to. Ja, lej, to je edino. Mislim, ljudje so razne hodijo, vse sorte, pa nič niso napredovali, pa pridejo tle, pa res naredijo kvantne skoke, ne. Zavest je še malo zaostala, ja. Jaz sem bil vedno pred časoma, ne, in sem vedno, ne. Zato moramo mi nekamo to zapeljali, da bo to res nekaj udarno novo, da bodo ljudje to začutili pa zresonirali, ne, da je to zdaj za ta čas nekaj res revolucionarnega, ne. Zato sem rekel, da prideš, da malo začutiš, da dobiš feeling, ne. Ja, itak, ne. Sam ljudje niso dojemali še.
Tle je treba prevesti v ta jezik, a veš, da bodo ti ljudje to dojeli, kaj jaz sploh počnem. Ne? In da v to potem masa slišala. Ne? To. Ne? Ja. Ja, kar lahko, ja. Tam imaš sok bezgov, si lahko natočeš. Pa gor so tudi, ja. Pojdimo pokazati. Ja. Smo pa kapingvini. Ja, ne, Barbi. Ja, sej. Je na 24, sej. Bom dal zdaj le malo na off, pa polkav te pa plesal, vam bo pa vroče. Mojci paša, ne? Bomo mal ja, mal ne, prav, da boste vsi zadovoljni. Sej večino leta nas pa zebe, ponavadi. Je, rekuperacija je. Ne, rekapitulacija. Je, kar na trojki je. Ne, nič, samo zrak kroži. Evo, dam na off. Ja, seveda, imena oseb, kar partner vedeti, kaj vam bo delo, ne povejte imena oseb, situacijo, dogodek, vse. Evo se. Zdaj imamo pauzo, delajo tele vaje, povrnitve energij, potem pa gremo kosilo, zaplešamo pa naprej.